Luka Mesec, izvolite. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Bom poskusil jaz odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Tudi če bi sporočilo bilo pravno zavezujoč vir, pa ni, je vsebina tega sporočila vse drugo kot pa popolni odpis. Namreč korespondenca, ki jo je že leta 2000, korespondenca med predstavnico Evropske komisije Sandrine Scheller in vodjo sektorja za finančni sistem Urško Cvelbar na Banki Slovenije, ki jo je leta 2013 razkrila Mladina, govori, da je sporočilo vsebovalo frazo write down, s čimer je bilo mišljeno delni sorazmerni odpis vrednosti obveznic. In posebej so poudarili termination and write down are not equivalent. Ampak vodja sektorja za finančni sistem Urška Cvelbar je write down razumela kot write off in zato kot termination. In teh terminov nikakor ne bi smela enačiti in ni bila vsebina tega sporočila, da je treba delničarje in obvezničarje razlastiti. To je prva zadeva. Druga zadeva bi želel odgovoriti na par neresnic, ki jih je izrekel guverner Banke Slovenije. Prvič, pravite, da odgovornost za stresne teste naj bi bila po slovenski zakonodaji na pooblaščenih revizorjih. Že res, ampak bom tudi jaz ponovil, da ste novembra 2013 za TV Slovenija jasno povedali, da so metodologija in predpostavke za izdelavo obremenitvenih testov bančnega sistema stvar vsakodnevnih pogajanj in usklajevanj, ki na Banki Slovenije trajajo že od avgusta. In ta metodologija se je od avgusta spreminjala in dalje, ko pravite, da so metodologije javno objavljene na spletnih stranih, ni res, kot smo slišali strani predstavnikov Društva malih delničarjev. Na vaših spletnih straneh so objavljene zelo pomanjkljive, cenzurirane metodologije in nikakor 130 bank v Evropi primerljiva z tem, kar smo imeli v Sloveniji. To nikakor ne drži. Če pogledamo stresne teste in njihove predpostavke, vidimo, da je bila Slovenija na repu držav oziroma zadnja, najbolj neenakopravno in najbolj diskriminirana v tej obravnavi. Če pogledamo recimo, kakšen je bil osnoven scenarij za stresne teste avstrijskih bank, vidimo, da je bil osnovni scenarij 1,5%, govorimo o stresnih testih leta 2014, tisti iz leta 2013 so še hujši. Recimo avstrijski scenarij za 2014, osnovni 1,5% rast, neugodni minus 0,2% rast, dejansko je bila 0,7% rast. V Sloveniji po osnovnem scenariju minus 0,1% rast, neugodna minus 1,8% rast, dejansko 2,4% rast. Skratka, pri Avstriji je bil osnovni scenarij 0,8% višji od dejanskega, v Sloveniji je bil osnovni scenarij 2,5% nižji od dejanskega. In tukaj vidimo jasno neenakopravno in diskriminatorno obravnavo Slovenije, proti kateri niste protestirali. Oziroma, če ponovim besede doktorja Kotnika iz ene izmed njegovih kolumen, ko so ti stresni testi ugledali luč dneva, če se ne motim, oktobru 2014, je bilo že jasno, da te predpostavke, na katerih so bili grajeni, ne ustrezajo dejanskemu stanju. In kar bi terjalo od vas je, da bi zbrane podatke samo pač posodobili, tabele ste že imeli zbranimi podatki, če bi v njih unesli dejanske gospodarske rezultate Slovenije, bi se pokazali bistveno drugačni rezultati. Ampak očitno to ni bil vaš namen. Vaš namen je bil najverjetneje potrditi tisto, kar se je pokazalo leta 2013, da bi s tem upravičili, kot ste nam poskusili danes prikazati, da so bili ukrepi nujno potrebni in zato pravilni. Četrtič, pravite, da so slovenske banke zaradi dokapitalizacije, ki smo jo izvedeli, zakrivali metodologijo, da ste manipulirali s podatki in da so bili zaradi tega oškodovani tako obvezničari in mali delničari kot državljani in državljanke Republike Slovenije, ki smo po besedah doktorja Franceta Arharja dokapitalizacijo slovenskih bank preplačali od 1 do 1,5 milijarde evrov. Zaradi teh
nepravilnosti, vas še na tem mestu, javno sem vas že, pozivam, da ponudite svoj odstop. Kolegom in kolegom iz Komisije za nadzor javnih financ pa v Združeni levici predlagamo v obravnavo naslednji sklep. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado Republike Slovenije, da v roku 3 mesecev pripravi zakonsko podlago za izvedbo forenzične revizije sanacije bančnega sistema od 1.1.2013 naprej z namenom ugotovitve morebitne negospodarne rabe javnih sredstev in znakov kaznivih dejanj ter preprečitve nadaljnjih nepravilnosti. Zakaj predlagamo forenzično preiskavo? Zaradi tega, ker politična komisija lahko raziskuje politično odgovornost. Tukaj pa gre za kazensko odgovornost in za zakrivanje podatkov, ki se v dobro slovenske javnosti in v preprečitev podobnih dogajanj v prihodnosti morajo razjasniti. Hvala lepa. Hvala vam.